smo se na številnih naslovih postavili, posod je bil en in isti rek, ste eni izmed prvih, ki ste se pri nas sploh oglasili in ki vas zanimajo problemi. Jaz lahko rečem, da je poslanska skupina Nova Slovenija ena izmed tistih, ki največ hodi na teren. Nekateri nam to zavidajo in ta naš del tudi problematizirajo. Jaz povedam, da je to eno izmed naših temeljnih poslanstv, da hodimo na teren, tukaj izjemno konkretne stvari, kaj ljudi moti in kaj si želijo, in na tak način ohranjamo stik z realnostjo. Zdaj, vsa debata danes se je vrtela okrog ustvarjanja novih delovnih mest in kako bi lahko to našo državno pravo še izboljšala, da ne bi vsaka stvar trajala tako dolgo časa, da se kaj premakne. Mi seveda ne bomo spali, ne bomo samo govorili o ustvarjanju novih delovnih mest, ampak bomo zato tudi nekaj konkretno naredili. Danes smo na to temo ali pa v povezavi s temi stvarmi že obljubili nekaj poslanskih vprašanj, s katerimi bomo zgolj pozorili na probleme, drugače pa mi vlagamo spremembe zakonodaje. Veste, da smo ne naša poslanska skupina, ampak po številu vloženih zakonov smo na drugem mestu, kar priča o našem delu. Kar pa zadeva ustvarjanje pogojev, ker je še zlasti za mestno občino Maribor pomembno za ustvarjanje novih delovnih mest, pa Nova Slovenija predvsem ponuja 3 rešitve. Prvič, da je potrebno znižati davke, drugič, da je potrebno zmanjšati javno upravo in tretjič, se mora država umakniti iz gospodarstva. Na prvi pogled se znižanje davkov zdi kontradiktorno, ker se bodo morda, nekdo pravi, znižali tudi javnofinančni prihodki, mi se s tem ne strinjamo. Mi ocenjujemo, in to smo tudi pri številnih podjetjih danes spoznali, da če bi bila davčna obremenitev, zlasti stroški zaposlenega nižji, bi lahko tudi kakšnega človeka več zaposlili. Več zaposlenih pa pomeni tudi več vplačil v državni proračun in vse druge blagajne. Vsem nam je jasno, da si lahko privoščimo samo takšno javno upravo, kot jo lahko plačamo, zaradi tega je neminovno, da bo potrebno javno upravo znižati, zmanjšati, in da je to samo še vprašanje časa. Dlje, kot bomo iz tem odlašali, večje probleme bomo. In zadnja stvar, ki se nam zdi nujna, je, da se država oziroma politika končno enkrat umakne iz gospodarstva in pusti, da podjetja, ki delajo dobro, to končno vendarle v polni meri zaživijo in nekaj ustvarjajo. Da državna podjetja niso poligon, iz katerih se črpa denar vseh, denar za razvoj, za potrebe ozko usmerjenih lobijev. Skratka, če zaključim, rešitve, ki jih ponujemo krščanski demokrati, so nižji davki, manjša javna uprava in pa umik države in gospodarstva.